Med pogovorom z alpinisti in drugimi smo izvedeli, da jih zanima ta hipoksična aklimatizacija in smo prosili, če bi lahko pomagal. In na tak način smo začeli prvi projekt, ki so ga financirali v bistvu alpinisti, športniki sami in smo načrtovali in ustanovili eno hipoksično sobo v gostilni v Ratečah, gostilna Žerjav takrat. In tam smo delali prvotne raziskave uspešno in nekako novica se je razširila, da smo v Sloveniji zgradili tako sobo v gostilni. No, takoj, ko se je to izvedelo, jasno je bilo veliko zanimanja, tako da smo tudi kolesarjem v Novem mestu načrtovali in zgradili tako napravo, pa na Roglah imajo tudi to. Vmes je pa Olimpijski komite me povabil na sodelovanju in skupaj z Centrom za šolsko-obšolske dejavnosti, ki je takrat vodil ta center, so me prosili, če bi načrtovali tak sistem, ampak večji sistem, ki bi zajel celo nadstropje enega hotela. Hotela, ki še ni bil zgrajen. In to je bil res tak velik izziv. To je bilo leta 2006, to se pravi 6 let po ta prvi sobi. In od leta 2007, ko so zagnali ta hotel in mi ta sistem, smo potem delali vrsto raziskav. Te raziskave na področju vesolja so se začele približno leta 2012. Takrat je Evropska vesoljska agencija slišala za to, kar mi delamo v hipoksiji in vedela, da jaz tudi delam raziskave na področju vesoljske medicine s tem eksperimentalnim protokolom, ki se imenuje bed rest, to se pravi ležanje v postelji. Če samo omenim to na kratko, na Zemlji, če želimo opazovati, kakšne spremembe se dogajajo v vesolju, lahko to simuliramo. Se pravi, če je človek en mesec v vesolju, spremembe, ki jih vidimo v mišicah, kosteh, srčno-žilnem sistemu in tako naprej, te iste spremembe vidimo pri ljudeh, ki so na Zemlji, ampak ki so v vodoravni legi isti čas, to se pravi en mesec. In na tak način lahko na Zemlji bolj poceni in zelo enostavno raziskujemo, kakšen je učinek adaptacije na človeškega telesa na breztežnost. No in v Planici smo jasno dokazali, oziroma Evropski vesoljski agenciji smo dokazali, da te poskuse z breztežnostjo na Zemlji, oziroma simulacijo breztežnosti lahko izvajamo. To sem začel s kolegom že leta 2001 v Valdoltri, v ortopedski bolnišnici. Zdaj smo pa začeli še s hipoksijo, to se pravi, da kar se tiče vesoljske agencije, bi morali to dvoje združiti. In so nas povabili k sodelovanju, ustanovili so ekipo, to se pravi svetovalno ekipo, oni pravijo temu topical team. Ta topical team naj bi obravnaval vprašanje, ali lahko napovemo z rezultati, ki jih že imamo na Zemlji, ali lahko predvidimo, kaj se bo zgodilo s človekom, ki bo živel v bodočih lunarnih habitatih in planetarnih habitatih. Namreč zaradi logistike in tehničnih zadev se predvideva, da bojo astronavti živeli v teh habitatih, v okolju oziroma v ambientu, ki bo približno tak kot recimo do 4000 metrov nadmorske višine. To se pravi, da bo manj delnega tlaka kisika, pa še zmanjšana težnost. No in po enoletnem delu je ta ekipa 16 strokovnjakov iz cele Evrope, ki se je sestajala v Planici, zaključila, da se s podatki, ki jih trenutno imamo iz vseh teh področij, kliničnih, fizioloških in tako naprej, se ne da predvideti, kako bi breztežnost, oziroma zmanjšana težnost in hipoksija vplivala na potek adaptacije na zmanjšano težnost. In tako smo dobili prvi projekt, prav za raziskave od Evropske vesoljske agencije, da smo začeli to pregledovati. In od takrat naprej, od leta 2012 do 2014-15 in tako naprej, smo delali te poskuse. Še naprej sodelujemo, vendar seveda naše delo v Planici je odvisno od financiranja in trenutno čakamo na izide vseh teh revizij. Kar je mogoče še najpomembnejše, nisem omenil. Vse raziskave, ki jih Evropska vesoljska agencija podpira,
morajo imeti en cilj tudi na zemlji, morajo pomagati ljudem na zemlji. In jasno, če govorimo o osteoporozi, pa atrofiji mišic in tako naprej, je to problem jasno celotne populacije, predvsem pa starejših in žensk. To se pravi, da naše raziskave trenutno so usmerjene tudi v to starejšo populacijo, ker se nam zdi, če lahko preprečimo atrofijo mišic in kosti, recimo med ležanjem, potem bi lahko pomagali tudi starejši populaciji, ki pa vemo, da imajo zmanjšano mišično maso in kostno maso, pa ne vemo točno, kako učinkovito to preprečiti danes. Po eni strani smo edini laboratorij v Planici, ki imamo zraven hotel. Ne gledamo to kot hotel, ki ima laboratorij, mi smo laboratorij, ki imamo zraven hotel. In zdaj, če želimo narediti raziskavo, če delamo to v Ljubljani, bi pomenilo tako, da bi vsak dan ali pa vsak tretji dan preiskovalec prišel, pa bi ga prosili, kaj mora delati, kaj ne sme piti, kaj sme jesti in tako naprej. Ampak seveda rezultati ne bi bili tako homogeni. V Planici pa povabimo preiskovalce recimo za par dni in tam spijo, jejo in tako pod našim nazorom in tako da postanejo veliko boljša homogena skupina in teste, ki jih izvajamo v Planici, so, bi rekel, bolj kontrolirani testi, kot pa te, ki jih izvajamo v Ljubljani. Pa še lepo okolje je.